Done messed up, Aaron. Okay, danes je torek, 12.4.2016, ura je 20:20. Zvečer, tole so glave, podke za legitimno preživljanje prostega časa, pižama, intro. Lepo pozdravljeni, 78. edicija glav, zadnja, preden se za 3 mesece potopimo v kri, žolč, čreva in led zahodnega, vzhodnega ter ostalih pritiklin sveta, ki ga je začel pisati George R. R. Martin, nadaljujeta pa Benioff in Weiss, kajti čez manj kot 2 tedna se začne 6. sezona Igre prestolov. O trailerju, ki je dan ugledal, dan, 2 nazaj, kaj več ob koncu. Preden pa napovemo današnjo temo za vse, ki je niste prebrali v spoilerjih oddaje. Eden je napisal, mislim, da celo pri glavah v iTunese, kot komentar, smo tudi taki, ki samo poslušamo. Tako da en se je ful hvala, zdaj se ne morem spomniti imena. Presenečenje! Ja, tako da sam play in pa se pusti zadevi. Kar je. Ne? Tako da, v glavnem, povabljeni ste seveda, da nam, ko smo ravno pri iTunesih, da nam date tam oceno, če jo še niste, pa da greste pofollowati, polajkati in kaj je še drugih teh angleških glagolov, naša družabna omrežja, Aparatus, počrtaj si na Twitterju, aparatus.si na Facebooku in pa seveda povabljeni še vedno na aparatus.si poševnica, hotel reči glave, ampak je poševnica Podpri. Poševnica glave je za oddaje, ne? Ampak greste pa na poševnica podpri, hotel sem reči poševnica pomagaj, ne vem zakaj. To tak charity case. Gledam te, veš, zdaj te končno krat gledam v faco in gledam te poteze človeka, ki je ravno kar po 2 mesecih prišel iz cukrarne ven na svetlobo. Dajte 4, 8 ali pa 12 evrov mesečno, da si vam že kupil kapsule z vitaminom D. Prosim, to res potrebuje, ker tukaj, ki ga gledam, je človek, tako lahko bi igral pribočnika od Kralja noči v Igri prestolov. Prav tak je kot Ignac, ki je lan zgoril tam, oziroma ne, ni zgoril, John Snake ga je s svojim mečem, da se raztrešči. Prav tak Ignac si. Samo ne avtomobilske predpražnike ti moramo dati čez rame. Ne, meni je samo še večkrat se moramo očitno v World Headquartersih dobiti, zato ker pa bolj doživeto reče za podporo. Ko me vidiš, to žalost, ki sem, ne. Tako da ja. Kva bomo danes delali? Danes v drugo že začenjamo snemanjem tokratnih glav, tokrat uspešnejše, kajti ob drugi priložnosti sem zraven tudi jaz. Ob prvi priložnosti pred 2 urama in pol sta tukaj v Aparatus World Headquarters, se pravi v svetovnem štabu mreže Aparatus, samevala Anžej, nocojšnji gost, ker je nocojšnji gost mislil, da snemamo že ob 6, medtem ko sem se jaz s Carmen Lovom pogovarjal v knjižnici Otona Župančiča, Anžej pa tudi mu je bilo vse normalno. Ja, 6, ja, se je pižama bo prišel. Ja, danes pozdravljamo človeka, ki se spozna na ta teden, ampak na to uro pa niti ne toliko. Sašo Braz, živja. Islandski cajt imam naštiman. A zdaj rento še govorimo ali ne? Kaj si zdaj? Ja? Trenutno sem Batman skosez. Ne, lahko, Sašo, se vsi vejo. Sorry film, ja. Ne, drugač pa, zdaj, ker na zadnje, ki si bil kle, po mojem še nisi delal ta teden z nekim modelom. A ne? Ne še, ne? Ta model ima nek podcast, ne? Ne bi vedel. Kaj že? Kdo je on sploh? Čak. Artač, ne? Artač, ja. Jaz pa Tilen Artač delava podcast o Star Treku, tudi na mreži Aparatus. A ne o Star Warsih? O Star Warsih, pardon, jaz sem Tilen Artač. Fajn model. Ponavadi unga ta drugega zraven prepele, kakam ben ne maramo, kako je življenje. Dobro pleše tudi Artač, ne? Gledaš v nedeljo zvečer. Ne, res ti sem. Pri Marjetu? Ja, pri Marjetu. V garderobi.
Kva bomo danes delali? Danes se bomo pogovarjali, zakaj pravzaprav ta tema, ki bo nas pogovarjala, se bomo o sketch-šovih in sicer naredili bomo prepih sketch-šovov, tisto, če ti lepo po angleško rečeš draft. Zakaj ravno danes? Zato, ker tole planiramo že kakšne 2-3 mesece, vse od takrat, ko se je na Netflixu pojavila nova sezona With Bob and David, oziroma prva sezona With Bob and David, kaj ti šov, ki sta sketchov, legendarni sketchov, ki sta ga Bob Odenkirk in David Cross delala skupaj predtem, se mi je reklo Mr. Show, oziroma Mr. Show with Bob and David. Okay, Allah jaz to uzurpiram. Ja, bomo to povedali, poznaj, boš lahko jo to. Jaz bi, sorry. Lahko začneš, evo, jaz bi začel. Gremo, daj. To treba že reči. To sem hotel reči, zato ker jaz sem za v bistvu Mr. Show, sem zvedel preko enega skeča, bomo dali link, zdaj povejte, če veste, kjer je, ampak po moje veste, kjer je. Jaz nekaj tazga še nisem videl do takrat. Takrat sem pa vedel, da to je pa mogoče nekaj special. In to je un šov, ko on, zdaj to je ful težko povedati, ko je David Cross je v bistvu voditelj na TV-ju in snema, moj bog, En teden naprej. En teden vnaprej šov, v katerega lahko kličeš. Ampak kličeš pa za nazaj. Kličeš pa za en teden, kličeš pa za nazaj. In potem je nor, mislim, ta skeč, to je tako, mislim, to je eno od več se skoraj že na dan narediti, pa to vem, da ful zdaj hvalimo čist preveč. Ampak, če že hočeš skeč narediti, je to, kle se toliko enih stvari dogaja, razvija se, tako po mojem nekako 5-6 minut traja zdiha. Tako res traja, non-stop je smešen, bilda se ker je pa poanta zdaj, a gremo razlajati joke, to ne bi šel toliko daleč, ampak hočem samo tako reči, res je tako, to je eden redkih skečov, ki sem ga jaz videl, da te od začetka pa do konca se bilda, sploh nič ne pade vmes, cel cajt je smešen, tako res, to sem tako, presežem, jaz do takrat nič tazga nisem videl, pa sem prej gledal vse, mogoče sem to po mojem imel, kakšnega Šapela, a veš pa zdaj Key & Peele, kar je Comedy Central, pa Angleže, ki so to delali, sploh kakšne old schoolerje, ampak to je bilo zmerno tako, pa tudi Monty Python v končni fazi, vse so bili težki, ampak to sem prvič sem bil tako, kako lahko ti tok cajta držiš zadevo, jo v bistvu zraven še razvijaš in ta največji payoff je v bistvu na koncu, pa je že prej vse ful smešeno. Nekaj sta res, kle Cross pa Odenkirk sta se meni zapisala z zlatimi črkami, ali kako se temu reče. Ampak to je res tako, in valjda polka gledaš vse, kar se Mr. Show tiče, ni vse tako dobro, tako je vedno pri teh skečovih, ampak ta skeč je pa meni tako, res je vrhunski, jaz ne vem. Zdaj, to je moj prvi pik, ki sem s tem mogel začeti. Ampak mogel sem dati to sebe, ker čim sem vedel, da sem o to pogovarjal. Se zdaj lahko poleg tega enega skeča malo pišeš. Kakšen stil humorja, oziroma kako... Te moral povedati, Brian Posehn je noter. Brian Posehn je noter, To so pa te iz tega dokumentarca, bomo še to link dali. The Comedians of Comedy. The Comedians of Comedy. The Comedians of Comedy. Če se caj tako mal za altar komedijo, vidiš, kako to ljudje, ki z dušo delajo komedijo, ne komercijala. Brian Zagalifanaki, spreden mu je ratal, super, pa Patton Oswalt, valjda, to je res. No, ampak kar se humorja v Mr. Show tiče, pa tako, ful je ameriški po svoje, tako zelo taka, saj meni je tako, zelo je Amerikana, ona se zmerna, vse tu zdaj, ki je with Bob and David, dosti tako nekako na Ameriko naslanjata, ker sta zmerna mal, ker rečeš, da stopta v politiko, ne zdaj, da je satira ali pa nekaj, ampak tako, če so nek issue, ki je bil, se loskati se na to naslonta, ne recimo. Zato sta meni tudi v bistvu dosti všeč, ker sta malo tako, malo sta Jon Stewart, ne David Letterman, ki je sam zejni, pa padamo po tleh, pa to ne, ampak tako, malo sta tudi malo te vsebine, saj tako sem jih jaz doživel. Sam se pa čut vpliv Britanije. Absolutno, ampak zato sem rekel, da sta ameriška v tem stilu, da saj te issue se kamasta, ni samo slapstick, pa veš, ni to tako Monty Python v Ameriki, ampak se čuti, da sta Američana. Čakaj, Cross to nota, The Increasingly Poor Decisions of Todd Margaret, kako je že naslov, oni tako to v Britaniji snemajo, ne? Mislim, da nekako produkcija. Ja, to vem, da je. Ampak kaj pa videl, mislim, Show? Meni kul, jaz se sicer priznam, da teh starih sem bolj tako gledal, posamezne skeče, kjer sem ujel, sem pa zdaj tega najdel in se mi tudi zdi,
da velja omeniti to super zadevco, ki so je naredili namreč, da so pa 4 ali 5 delov, koliko je, da so zraven pretaknili še ta nek making of, ki je zelo zanimiv, ki kaže ta njihov ustvarjalni proces. Ja. Tako prav vidiš writer's room in kakšna beda so ti writer's roomi, že Sašo. Ne, kje sem zdaj? Da mi je ne dvakrat več ljudi, ne? Ja, ampak tako, jaz sem zdaj tudi bil prvi, ker ste ta ten, tako zmeroma, in glik zanj sem tudi videl na netu eno sliko, ki je Conan O'Brien še za Simpsone pisal, ne. To so krene random pisarne, škle recimo, ki sta kazala Odenkirk pa Cross, ne, v tem umetniku, to je res tako najbolj bež, brezvestna sova. A ja, bež je brezvezna. Ker zdaj si v nekem podcastu razlagal, da se veste bež barva v slovenski komediji. Racist. To sem zdaj zato rekel, ker mi je eden to rekel. Kdo mi je rekel, ne moreš pižami reči, da je bež barva. Sem rekel, ne, to pomeni, da je default, da je temelja, ne, pač to sem hotel povedati. Mi rekel, ja, sem to zato lahko slišiš, da je full lame, ne. Ja, čudno izražaš ti ta svoj, bom povedal v tvojem jeziku, appreciation. Da boš razumel, prijatelj, dragi. Ne, Saša, kaj pa ti z Mr. Shawom? Jaz Mr. Shaw sploh nisem poznal, dokaj nisem pogledal Breaking Bad. Aha, Odenkirk, hvala. Ker sem šel pa googlat Odenkirka in sem to našel in mi je bil izredno všeč in sem izredno navdušen, da je prišel pa nazaj s tem novim šovom, ki ga pa še nisem gledal. Nisi? Ne, ga imam še na Watch Later. Na Netflixu. To si pogledaj. No. Edim čist prvi skeč, ki sta prišla, kaj že, časovni stroj, to sem videl. To je drugi del. Je to je drugi že. Ja, mislim, da... Prvi del je unka začnejo te novoletne zaobljube, ki imajo vsi, kako bo en postal papež, en bo postal za mizo, ki sedijo. To se tudi vidi. Jaz bom pa nehal meso jesti. Ja! Ne, sam so... Fulje, tle cela ena ekipa, ne, teh komikov, ki so pač okoli njih, ne, tudi teh writerjev, ki so se dosti tudi, da malo na podcaste navežem, no, ker je ta Paul F. Tompkins, ne, kako je, take vmes MC-a, no, zbrki, ja. Ti so vsi tudi v podcast sceni ful močni v Ameriki, kar se teh comedy podcastov tiče, pa ta Scott Aukerman, ne, ki ga bom mogoče danes spet omenil, haha, spoiler. Ampak ja, no, tako, taka huda ekipa je, no, se mi zdi, da to so te Američani, ki so malo alter, pa so jih mainstream zahakla, veš, ko so dali enim alter zadelati stvari na TV-ju, no, kar se meni ful dopade, ne. Čeprav mislim, da Mr. Show je bil na Foxu, ne, v štartu. Ni bil HBO. A celo HBO je bil, prav HBO. A jaz sem ga na nekom Foxu videl, sem mislil, da je kaj šneta, pa so pa sam kletko imel. Okay. Kdo je pa drugi? Lahko grem jaz. No, pojmo. Jaz sem pa rekel, jaz sem tuhtal zdaj, kaj je tisto, kar sem jaz mogoče v preteklosti gledal zelo veliko, kar me je zelo definiral mogoče tudi na nek način in ne bom skakal daleč čez mejo, oziroma v tistem času sploh nisem skakal čez mejo in bom rekel, top lista nadrealista. Ja, ker še ena bež barva. Ja. Ja, ne, jaz ne vem, jaz imam ful tak odnos do tega, sorry, sem to, no. Ja. Ti si premlad. Točno to. Ti si premlad, a veš, jaz pa v glavi točno, a veš, še iz takrat, ko so sprot snemali, ne, konc 80-ih, ko smo to gledali od vse in kako so komentirali to razdrobljenost države, ne, teda je še skupne, kako so pa pregurali do teh dokončnih, ne, kjer je bil poldnevne sobe svoja država, dva pasoča, 3 vizenucev za do stranišča prid. Ampak to so bile že te pa malo tudi te temačne, ne, ampak kako so znali ujeti tega duha. Po eni strani so bili res tako zelo nadrealistični, ne, kot njihovo ime že pove, ampak po drugi strani so znali pa v ta nadrealizem zapakirati tudi zelo veliko neke družbene kritike, ki se pa nikoli ni zdela prisiljena. Ne, in so šli, recimo, ko si imel ta fulzden skeč, ta njihov ta zona somraka, ko se policist zbudi v svetu, ki mu vladajo civilisti. Ne, in je čist zgrožen, ne more, ne, tam imaš ljudi, ki stavkajo, ne, policaj vratite nam pendreke in pa ga mučijo, tako da mu betovna albaha predvajajo in začne brati iz nekih filozofskih traktatov. Tako, kako so znali obrniti tisto dejanskost, ki je bila takrat, ne, in jo nadgraditi, tako res narodovnih, ne vem, legendarni, ki so te brojke iz slova in tako je bila, en je bil Slovenka, ki se mu je čisto odpeljali in je plesal na mizi in
Kaj je že ona Jelena, ne? Ja. Lovc. Pa prva, ja, to je bil ta prvi jugoslovanski pornofilm, ki je bila, jaz sem crven kapica, imam matematički problem. Ko se konča tako, da gre v šotor, si od Volka do pa vzhodno-nemške reprezentance, fuzbal. Ampak tako je, glavne, meni se zdi, da v tistem času pa sem bil mulc, veš, jaz sem takrat, kaj se bil druga polovica osnovne šole. Ampak da mi je to kot zvanje, da sem nekako poštekal, veš, ker takrat sem tudi že Alan Forde na veliko požiral in to je približno tam v isto smer nekako pelje ta britki humor. Ja. Meni je to zmeram, vse to, ko sem rekel, sem premlad, ne, to je ena stvar in druga stvar, mi je tako, to imam jaz ful slepo pego, ne, ker jaz pa zmeram, ker hočem biti pameten pa v humorju, veš, ko na tem našem področju govoriti, ne. To vsakič spustim, ker res nimam... Ti reči, Vinko Šimek. Ne, ampak tako, ne, bom drugače rekel, humorja na TV-ju, veš, jaz pa moj zmeram go-to primer nečesa, ki je bilo saj okej, ne, tako mali oglasi, ker vem, da je ful annoyinga, ne, ampak ker res, to je bilo, za takrat, kaj je bilo super v bistvu, ne. Praviš, pri nas, če gledaš, si imel, če tako veš, zdaj, pa Teater Paradižnik bi dejansko lahko štel tle noter, ne, se tle je bil tudi še Đuro, še Đuro, ki je bil še v formi, ali kako ćemo reči, ne. Pred Angelino. Ja, pred Angelino. Đuro, koliko je ura? Enkrat sem videl, imela Angelina eno tako uro na roki, pa brat je pol navil tam uno na steni in... A brat. Ja, ne zihar reče brat. Veš, ki je tudi bil, ampak čeprav veš pri Teatru Paradižnik, kakor je Đuro, ne bi se bil bitak bolj okoren, ne, zraven, pa Lovrič, ne, se pravi Marko Okoren, ne Marko Okoren z radovednim tačkom, ne, ampak Marko Okoren, tip, ki je pa delal to tudi legendarno, ker sem pa jaz tudi premlad in zamudil, pa Klinika Tivoli. Ja, to sem tudi jaz slišal. Ki so igrali na polno okol, potem si iz tega pol nesel pa naredil tisto, kar je bil pa potem kaj pa že neka klinika na Pop TV. To se tako pozabo te naslove. Naša mala žlahtna klinika. Ja, vino. Dober dan pa to. Ja, spol weird rata. Ja, ne, ker tam sem imel, veš, dejansko, če tako gledaš, ne, tam so si pol tudi v Teatru Paradižnik si imel zdaj Šugman za količino tako podobo pol Kaluca v TV Dober dan za zmeri, da še zdaj, da tipke je genijalen igralec, pa večina Veso. Ja, Veso je, pa to Veso je preživel, to je prvi bil crossover lik, se mi zdi, ne vem, se to že kdaj zgodilo. V 3 nadaljevankah je bil Veso. Kot 3. Kapol si imel še tega, to nadaljevanko vmes, ker sta on pa Škof bila te dva lika, ker sta dober biznis. Ki je bil pa tudi Kuntner kot Pšemek noter, pa to je bil... A to so z busom bluzil neki? Ne vem, če so z busom, imeli so neki tam v enem bloku, pa en bazen, mislim, v glavnem tako. Aha, to sploh ne vem, da obstaja. Ja, res, to me je fasciniralo, ker v Sloveniji smo imeli en lik, ki je preživel nekaj. Ja, to mi je bilo ful dobro. To, ki je bil dober, da jaz sem še do nedavnega mislil, da je on tako trubosanc. Kako se piše? Šugman, ja. Njegov oče, naša krevna skupnost, ne? Frakl. Ja, to sem hotel reči, ta progression je bil res žalosten, ker si imel tako top list na realista, recimo, ne, če začneš, pa greš na Paradižnik, nekaj Đuro, pa že saj ta, veš, kot da lahko premico potegneš, ne. Bratu. Ne, pa tako, pa greš pa, veš, zato je bil teater, ne, pa smo šli na TV Dober dan, ne, pa so klinika, ne, ni šlo nikoli več gor, realno gledam, ne. Mislim, to mi je moj stric rekel, to je edina stvar, ki se je zapomnil, ker on je pa da rad gledal kliniko, ne. Rekel, da na eni točki so bili nezemljani benot. Wow. To ne vem, če je res, ampak to mi je on rekel, zdaj ne, se norce. A verjameš stricu ali ne? Vse to, ne, ja, ampak čist možno, iskren, a ni, mislim, čist možno je. A stric verjame nezemljane, da jih ni tako videl. Ja, pa mogoče tudi zanimiv eksperiment, zdaj, če smo že tle, ker itak ne bomo tega pol nikjer omenjali, ki je pa bil, mislim, tudi kakšnih 15 let tega, na TV je bil pa Polšu Solati. Kelme. Ki so pa delali tudi Priden Možic, to je bilo na RTV, to so kamerčani, folk iz Improta. In so ti piloti, ne, so bili to. In so imeli dejansko Emiratel na praska za nekih 6 ali 10 delov, ki so jih posneli in mislim, da nekaj se na YouTubeu tudi najde, bomo poiskali pa dal. To moj bivši šef Rok Kosec nastopa, kar je vrhunsko, ja, zdaj rešeno. Zelo zanimivo. Mislim, tako so imeli res preblisko, sam se pa vidi, da so delali z 0
proračuna. Klema ste kamero, pa green screen je še bil, to je pa to. Pa už solati. Mislim, da bomo glede na to, da je on tam z unih bolj primorskih koncev, da bomo še kaj slovenskega mogoče danes omenjali. Ali ne bomo, ali to zdaj povemo. Dajmo zdaj povedati. Popar je bil še. Popar nismo omenili. TV Popar, to je pa najboljši. Kar gremo, je to tvoj prvi pik. Je to tvoj prvi pik, ali še drugega? Ne, lahko je v Sloveniji. Ne, ampak TV Popar, mislim, TV Popar je bil pa meni, že spet tako, kar se mehanizma TV-ja tiče, ne, zanimiv, ker se je začel TV Kopar, ne, pa so ga dali pa na nacionalko, ne, na ta velik kanal. Ja. To je bilo meni v bistvu všeč, da je neki kao lokalci, ki so naredili, da je prišlo pol pa na Anez, pa Ljubljana to tudi vzela. To je bilo meni fascinantno. Ne, pa so bili mainstream. Računalniško generirane like bomo pa preskočili. Ne bo, ok. Glavno, Sašo, tvoj prvi pik. Pa ne sme biti Monty Python, ali kaj? Lahko je Monty Python. Ja, pa Monty Python. Se jih moramo. To je bil zicer. Ja, to je pa alfa in omega. Jaz sem ob tem odraščal, takrat, ko so nacionalki še vrteli bolj cerebralne stvari, dokler jih niso ukinili. Sova pa to, ali kaj je že? Ja, Sova, ja. Ki bo zmerno posnetek iz Die Harda, ki avion eksplodira, pa Terminator, ki ga boksne, pa naredi glavo zraven. Sorry, to vam jaz ne morem pozavati. Res, jaz ne morem pozavati. Ker takrat je bilo edin, kar je bilo dobro po TV-ju, je bila Sova, men. Ja. Sorry, povej, Monty Python, sorry, povej. Ja, zdaj se spomnim, še mehen mula sem bil na uni mehni televiziji na kavču in slučajno mislim, da je laufalo popoldne. Ponovito je bila očitno. Ne spomnim se točen, kje skeč je bil, vem, da je tiskan Škot skače iz vsega gradu, pa gre nazaj, ne vem. Ena totalna bizarnost, pa neko trugo so vrgli po tleh. In jaz od tistega cajta nisem vedel, da je to možno, da nekaj tako smešnega lahko obstaja, ne. In od takrat naprej ni bilo nič več enako. Ja, oni so bili anomaliji, mislim, jaz ne vem. Yeah. To je pač taka anomalija, tudi za Anglijo, realno gledam. Mislim, v smislu, da so jih dali na BBC, da je to toliko cajta trajalo, da je to tak fenomen bil, ne. Sploh za angliško družbo, ki, ne vem, kaj to v 70-ih, ali da, mislim, jaz ne vem. To je bil še na pol class system. Tam Ken Loach je bil tam blockbuster. To ni. Kes je bil tam film. Mislim, da je bilo nekaj, ko je bilo že, da so milijoni glih takrat na BBC neki ti programski direktorji, da so se menavali, ali nekaj tako, da je meni glih težil, ne, da so res imeli čist proste roke in da so, itak so bili po svoje že, niso bili glih veterani, ampak ni bil ben tudi nov na televiziji. Ja, ne, to bi so. Si delal Finally That 1948 show. To je, kaj že bil, Feldman. Ja, Martin Feldman. 2 let prej, ne. Ja. Ampak ti si bil pa tak, ti si tako mal neponovljivo, no, ali kva. Feldman je itak neponovljiv. Ne, samo, da taka zasedba, pa tok cajta, pa da tok traja, veš, pa da je tok mainstream. Mislim, tako, ti so tudi mal cajt zajadrali, se mi zdi, veš, ja. Tako, tam se je fulenih stvari poklonil. Ne, da to, kar hočem jemat njim. Ne, je še dobro, da se je, ne? Ja, v bistvu, ja. Ker so pa vplivali na vse. No, ampak res na vse. Pa mi smo bili, ne, na finalu, na zadnji, smo šli v Celje. Najbolj bizarna ekipa ever. Tilen Artač, unta tečen model, pižama pa jaz. Smo se pelali v Celje. Unta tečen model je vozil. Pa imel je avto, ne vem, kako si predstavljal, da bo najoban odsprav, ampak... Ja. Pa nekako je. Z nekim kupejem. Smo se 4 pelali, pa jaz pa pižama. No. Vsi? Vsi, ja. Pa to rater? Ne vem, to knizak pa mehen avto je bil, mislim mehen, ne, da ki me je prišel iskat, me je že čakal dol, pa ga nisem videl, ker je bil nižji od smetnakov. Pri smetnakih ostal, veš, kje si model? Tako, kje? Levo. Tako, wow, ok. Sam ja, dokler sta on pa Artač noter gre, ne, pa so pa mi dva prišla. Veš, meni je mogoče tudi zanimivo to pri Monty Pythonih, ki se že v samem letečem cirkusu zgodil ta premik, ki so šli, ki se potem videl, ne v tem, ki so v filme šli, ker njihovi filmi kljub vsemu, vsaj, ok, ga pustimo The Meaning of Life, ne, ampak unedva, ne, se pravi Life of Brian, pa hodi gre ta sketch filma, ampak imata vsem dosti močno fabulo, ne, dosti močno vez, kapelje, vse skozi in ko se je že videl ta njihova težnja potem v teh zadnjih
sezonah, ko se je že videla ta težnja po nekih daljših zgodbah. Meni je recimo ena ljubših stvari v Monty Pythonu, ki je tip na kolesarskem izletu in ko pa pri kolesarju vse do Rusije in ga zamenjajo za Trockija. Tako, res tako bizarno, ampak spet vzeli so si čas in dejansko napletli pripoved. Čeprav jasno, pri njih je največje vodilo, to je now for something completely different. Kako pač rešiti to, da nimaš ideje za končni punch. Ja. In pa pride en vitez in udara enega, ali pa vojak. Pač, kjer ni tako važno, to je vprašanje, koliko so pred njim to delali, da ni važna ta zadnja poanta, ampak je važno vse skup, da je vse skup ti naredi nek ta feeling perfuknenosti in potem vse enkje zaključa. Da ni nujno, da je najmočnejši udarc na koncu, ampak se lahko zgodi na začetku, na sredi in pa odpeljajo, dokler imajo štof in ki ga ni več preprosto prekinajo in se ne mučijo več s tem, zdaj pa moramo nekaj še zraven, da bo na koncu. To je dosti, ampak to prej, ki si pa filme omenil, je pa meni glih to kul, Kaj pa filtre, sploh ne unadva, ki sta res bolj, nisem zgodba, to se res tako sliši, da sta, ampak masta, ja, pač masta dejansko zgodbo, kakorkoli obrneš. Ne, mi je pa... V primerjavi recimo z kakšnim Star Trek filmom. Ne bom tega komentiral. Škoda, sem mislil, da obvladaš. This is the pretty face in that operation. Ne, hočem sam reči, da je pač, se pa vidi, da so si s filmom toliko dal duška zgodbo, ki prej niso, ne. Tam so pa, veš, mogli to zapakirati, to je en celo večer. Zato so meni filmi, ne da so mi boljška serija, tako, mislim, ne kot ta šov, ampak so mi, tako legit nadgradnja so mi, no. Mislim, nimi nič izumetničen pri movijih, tako stojijo čisto zase, pa glih toliko se naslanjajo na ta sketch comedy njihov, da nekako, da rečeš, to je pa še zmeraj Monty Python, ampak so neki drugega, no. To je pa zaločati to, no. Tako zato, no, ker si rekel zaradi zgodbe, že če ne reč drugega. Čeprav Holy Grail se mi tu zdi, da niso li vedeli, kako dati punchline, pa so pač policaje poklicali. Čeprav tam je bilo, se zdi to, da jim je keša zmanjkal, da so pokurali ves cash, kar so ga imeli za produkcijo in so morali pa z neki narediti s tem koncem. Ne. Ja, ampak je pač Holy Grail je sploh, mislim, Holy Grail v bistvu ni film, ne, Holy Grail je... Jaz ne vem, kaj je Holy Grail. To je doživetje. Vem, ampak Holy Grail je točno to experience, ampak to je ful dober YouTube video. A veš, kaj mislim? Ja. To je tako, to bi ti mogel en po YouTube pisati, tako, wow. Kaj s tem modelom? Moram pa pol na YouTube pisati. Ain't nobody got time for that. No pa klej lahko že spet omenil, to smo se enkrat že pogovarjali, ampak oni so ful dobro, pametno potezno naredili, ker so vse dali na YouTube legit. Pač legal, dal gor, zdaj se share tako in so pol tudi rekli, da so ful DVD-ov in merchandise prodali zaradi tega, ker so dali pač čisto legalno na net. Jaz sem dosti zgodaj so pogruntali. Tudi pa oni so te različne riše. Jaz sem doma 2 paketa dejansko njihovega. En je, ki je pač po sezonah, drugo imam pa, ki so pa personal's best, ki so pa... Oni izbirajo skeče, pa majhen komentarjev zraven, in pa Chapmanu in pač malo o njemu samu govorijo. A oni pa neč zbral. Ne, oni pa neč, nisem mu dalo. Nisem mu dalo. Len je bil. Len. Maj bo crknen. Ja, maj bo gotov. Se upravičujem za to šalo. V glavnem. Veš, kaj je zanimivo, če lahko prekinem? To, ki je vsak zbral najljubše. Zanimivo poslušati, koliko so oni šimfali svoje lastne skeče. John Cleese je rekel, da večina je bila pofal, pa ni bil edini. Večina je rekla, tako manj bolen, manj so vli za nič, pa tako, wow, stari, o Monty Pythoni govoriš. Ja, a ti sploh veš, da so, ne? Ja. Ne, to, jaz mislim, da edin tako pol to rata, ne. To, da hočeš skozi boljši biti. Pa da iskren gledaš stvari, ne. Veš, kaj najlažje sam reči, it's all good, ne. Veš, realno gledam, ne. Da pa sploh pretevajo, ne. Veš, vse to vi delate, vse vi tudi gledate svoje zadeve, ne. Nimajo cajta. Kva to? Je dober, ne vem. A ti, ste na TV-ju vi? Ja, ček, na kjerem kanalu to? Tanke je vino, ne, ni, tanke je, ne vem več, ne vem, vse so iste, v glavnem. Na pridobitni televiziji so. Ok, ne pojmo naprej. Bomo pa dali še zapiske vse nekdanje debate o Monty Pythonih, ki so bile na glavah, vsaj 1 ali 2. Ja, bom kar, glave še pišem zraven, da bom vedel. Moj drugi pik, ne. Jaz bom šel že spet na en
Oring zicer, ne, se kar naprej prečujem, ampak ne moramo memne. Ja, Šepel, ne. Bum. Pač Šepel je, to je pa, zakaj je meni v bistvu Šepel ekstra v redu, ne. Ker je bil to Comedy Central, napreden je bil Comedy Central, to, kar je Paul Stewart v bistvu naredil, ne, bodimo iskreni, ne. In je res tako low budget je, tako res je low budget. On je tudi enkrat razlagal, da so to pisali tako 24 ur na dan, da sta z unim modelom umirali, zmem poznali neki Kevin ali neki tasga. No. Hart? Ne, ni Kevin Hart, ne, Belc dejansko. Za on to sta v bistvu... Ki so ga dvakrat pustili doma, kaj, ne vem. Ne, ta, ki z njemu piše, sta naredila half-baked film. Ne, enkrat sem gledal en intervju s Šapelom, pa je rekel, ja, pa tisti film ni bil prav dober, pa sva s tem modelom tako šla stran, veš, kaj gre stran, če si nesrečo povzročil, pa gre vsak po svoje. Ja, tako da, ampak Šapel šel, no. Ker tam noter je pa ene par teh pogruntavščin, ki so pa, tako bom rekel, stvar je bila zelo, zelo internetna, no, napreden je internet bil to, kar je zdaj. No. Ja, mislim, da sploh tisti z Rickom Jamesom, ne, tisti je šlo čez vse meje do takrat Sheranga. Ja. Skoraj upam trditi. Ja, Rick James, bitch, cocaine is a hell of a drug. ja. Rick James je tip, ki je bil zvezda funka v 70-ih, 80-ih. Kaj je bil? Kaj je bil, ne? Njega je tudi sample MC Hammer, med drugim. Glavnem, tle imaš pa snemajo pač kao ta true stories, ne, kao o njem in pa poveduje itak je Chappelle Vanga napravljen, Charlie Murphy, tak igra Charlie Murphy. Brat od Eddieja Murphyja? Ali je tudi delal komata Party All the Time od Eddieja Murphyja, komat je Rick James produciral, če se ne motim. In to je stvar, ki ga je zaznamovali, ne mu igraš. To je tudi blode, ki je imel zdaj spade, ki se je vračal, pa to, ker on pač ni mogel več tega, ker mu je folk vsakič, ki je prišel, cocaine is hell of a drug, Rick James, bitch. Ja, pa ki je bil princ, ne. Tam imaš štorijo, ki je Charlie Murphy govori, da je z Eddiejem Murphyjem šel do princa in so basket igrali. Tako noro in je tako tak dream sequence, je tako sketch in gledaš, kako so basket špilali s princem. Nori sketch, to so res nori sketch. Ruth se je imel, ne? Ja, pred... Ja. Tako pa, ta format je bil, ki ga ima zdaj Key and Peele, ne, pride gor, kao stand-up, v bistvu ne stand-up, pa skeče napoveduje. Ampak epsko, ta z Rickom Jamesom, pa je ne par likov imel, pa enega unga, Meth Heada, ki je imel. Kaj je še iz New Jack City, ja, ne. Ja, noro, no, ampak je pa, ja, je tako, ki pižanc rekel. Prvo neček, v New Jack City je bil Chris Rock. Je bil Chris? Ne. Je bil on. Mislim, da je bil Chappelle. Basta nekaj ti. Ja. No, ampak to... Puki, ja. Hotel sem to reči, no, da je pač Chappelle, njemu se je snel pol, ne, on je pač spizdo je. Njemu so dali 50 milijonov za naslednje 2 sezone in rekel, ne, jaz imam dosti je in je zginil. Tako, zdaj se počas vrača, tako mal pride, pa mal stand-up naredi. Pa tako, ja, ampak je rekel, da, to sem en ful dober intervju z njemu gledal, ki je rekel, da mal weird je, kad ti en reče, da si $50 milijonov vreden. Pa zdaj to shendli. A zdaj pa gleda, če je še kaj. A kaj pa z unimi milijoni? Ja. Vse sem nazaj. Ne, se pa tako, koliko je vzel, koliko so mu izplačali, koliko more vrniti, more kaj vrniti. To so bile kar debate. No. Ampak pa se pa zdaj tako pojavlja, ne, tako, v Londonu sem bil, pa imel tako 2 seta. Sploh meni nič ne pove, sem tako, Dave Chappelle. In pride gor in ima stand-up. Tako, bizarolent, no, oren bizarolent. Ampak te skeči so pa eno, kako internet zgleda v živo, ne. Ti si je noro, ne. Ko so paid music, pa 2 vrsti stojita, pa je pa tako free music, pa vsi laufajo, tako v enem molu. A on je s tem začel? Ja, mislim. Tega je full na netu, ne, recimo ta crack.com, ima 5 različnih verzij. Ja, to je internet. Chappelle, kako internet v živo zgleda. Ja. Nice. To je to, pa porn, pa en CD guy, ki mu prodaja. Tako noro, no. Mislim, res je eden od teh... Pa vse je dobro tam, mislim, tako 2 sezone, ni velika, veš, pa res je vse dobro. No. Malo je pa teh preveč ameriških, ki so pri nas, ker je neka ta razlika med črnsko in belsko kulturo v Ameriki, ki si malo tako, pa ne veš. Enkrat me je quiz show, kako si črnc, ne, in je ta njegov writing partner, ki je belc, je eden od contestantov in vse zna, ne. Veš, po mojem, če se Američan umiraš tam, ne, jaz sem tako gledal, tako, okej. Si zgledal The Wire, to moraš zdaj vse vedeti. Je pa tudi res, če gledaš kakšen rap, on posluša, da mora vedeti. Informer, glavno. To je še v redu, to je še najbolj legitimna stvar, ki jo poslušaš. Znamo govoriti lunim, kaj je Little... Go Ninja, Lil Dicky. Ne, Lil Dicky, cool, ta...
nek s kitkami ta trepar. Ne, to pa ne postoji ironično poslušati. Nač, kurec ti Saša, ironično moraš poslušati ta komad. Post Malone je model, White Iverson je pa komad. In se norca dela iz Iversona. Mislim, ne vem, kaj točno počne. Bom dal v zapiske. Poslušalci, poslušajte. A to lahko zavrtiš? Tukaj ne, ker nimamo pravic na srečo. Ja, Na srečo. In preden nas odnese še naprej, odletimo znova čez Atlantik. Zdaj v Anglijo, kjer sem tuhtal, kaj bi pa, mislim, da smo League of Gentlemen že takrat z Janezom, ko smo debatirali o teh nekih serijah, predelali se pa spomnil na Come Fly With Me. to pa ne vem, kaj je. To je pa zadevca, to je sicer komad, mislim, od Franka Sinatra, nekaj tazga, no, ampak drugače pa Matt Lucas pa David Williams. A ja? Little Britain na letalu. Ja, tega, kar sta delali Little Britain, s tem, da to je bilo po Little Britain snemano, čak letnica je pa, mislim, da je 11 ali 12, ja, 2000, konc 2010, pa 2011. In prednost tega je, dogaja se na letališču, vse. Aha. In imaš pač like spet, ki se ponavljajo, ki se ciklajo, spet pol milijona prfuknenih likov, oba odigrata vseh ras, vseh spolov. Ampak vse je pa na letališču. Vse je na letališču in imaš tako par teh letalskih družb, ena so ti nizkocenovni prevozniki, eni so taki luxury, pa imaš modela, ki dela v McDonald'su, modela, ki upravlja tam. To se čisto. In je v glavnem, in zakaj meni dejansko ta bolj od Little Britain? Zato, ker nima unih nepotrebnih nagražnosti, nima unih ljudi, dveh oblečenih v fet, tiste debelušaste, penaste obleke, ki preganjata Roba Brydona po toplicah. Meni je to sam kul, ker je Rob Brydon. Ja, dobro. Če tam ne bi bilo Roba Brydona, jaz bi se frustriral. Jaz sem zdaj res ratov fan. Pač Roba Brydona, res sem tako, jaz sem fan ratov njega, odkar sem videl še ta Would I Lie to You, en kviz ima na BBC-u. Ki so ga ravno kar obnovili za 10. sezono. Edim prav, ker je to... Potrdil, ne obnovil, potrdil se ga, moram reči to. Sorry, ampak ja, fuš tekam, ampak ja. Ampak kaj, computer says no. Computer says no. Computer says no. Ja, in tle imaš tudi, veš, slike, pač, ki imajo te neke svoje lastnosti, ko vsakič imaš eno, ki prodaja kavo, in potem vsakič tako ona zasabotira, da lahko gre dam. Take the load, come home. In pa imaš tipa stevarda, ki se več ful trudi, da bi bil stevard leta in pa že celo na grejo na neko podelitev. 6 delov, samo ena sezona, to je res tako za en večer za pogled. Ona sta meni že tako v full redu. Nisem sploh vedel, jaz sem mislil, da pol po Little Britain, da sta mal, mislim, da nista več toliko skup delala. Ja, tega sta še naredila. Ne. Pa za Američane sta neki delali, ne, v bistvu, David Schwimmer je režiser. Ja, Little Britain USA, tako David Schwimmer je 3/4 izga režiral. Wow. Ja, Ross iz Friendsov, za tiste, ki ne vejo. Oziroma Bob Kardashian iz People vs. O.J. Simpson. Ne Bob Kardashian, kaj je že Kardashian? Fotor je Robert. Ja, je Bob Kardashian. Ja. Teda, in pa recimo, zdaj David Williams je med drugim lahko menimo, to je full najbolje prodajen otroški avtor trenutno v Veliki Britaniji. Piše, ja, on tako gre malo po teh stopinjah Rolda Dala. Pa da ne po vseh stopinjah. Ja. In, ampak tako zgari sem tudi pri nas je dekleva ga je prevajal nekaj babica, barabica pa to in je. Okay. Lušna zadevca, pa on je, kaj v bes bi mogel, to je the best mate. David Williams bi moral voditi angliško verzijo Moja Slovenija. To je sicer to, kar je bilo pri nas Moja Slovenija, po vseh drugih državah ima to I love my country, ne? In je on sicer po pilotu šel ven in rekel, sorry, nimam cajta, in kviz je po eni sezoni šel tam v Maloro. Ja, v Angliji. V Angliji, ja. No, Matt Lucas, ne, ja, pa... To ima Saša prav, ne. Mario je Mario. Ja, Matt Lucas v teh filmih, ne, ki smo ga tudi že videli, pa tudi čez, ne, je bil Bridesmaids, ne, mislim, da je... Pa se non-stop malo pojavil. Pa skozi tako malo glav, je bil pa še eno tak zelo zanimiv koncept, zelo zanimiv eksperiment, je bil pa Pompidou. To sem videl. Je pa tudi, mislim, da 6 delov, ki je pa vse brez besed, oziroma sam nek džibriš.
govori. Njegova, od Lukasa. Ja, njegova in je on pa tam. On je Pompidou. Pač. V nek ta lord, ki je obubožan in potem živi v prikolci tam pred svojim posestvom, pa ima enega butlerja. Tako bi zanimivo, ampak zelo tako je, zelo taka 70-ta. Počasen je, ni več tega, kot si zdaj smo vajeni, da si vse mora biti hiter tempo. Ti se pa res tako počasi se tudi zdi, da bi že nehal to forumov šel na naslednjo. Tako pač, če tako greš, Mr. Bean je bil tudi na to, brez besed večinoma, je bilo, kar so drugi govorili. Ampak ni v čisto isto smer kot Mr. Bean. Ampak je pa tako zanimivo, mogoče za pogled del 2, da vidiš, če ti potegnem. Tako tako da to je. V glavnem ta Come Fly With Me, pa seveda jasno pa tudi Little Britain pride s tem zraven. Ampak to pa dobro si rekel, jaz to nisem gledal, to mi res gledal. Saša, to je drugi pik? Key and Peele, itak. Sem upal, da ne bo noben od vaju zbral. Ja. To je ona dva sta pa, to, kar je Chappelle, končno je Comedy Central uratal me nekaj po Chappellu narediti, ki je tako dober, skoraj kot Chappelle, skoraj, jaz bom rekel skoraj, zdaj pa discuss. Jaz Chappella nisem gledal, razen se mi zdi, da tizga Internet People. Zame sta Key and Peele tako nekaj najboljšega na televiziji, ne več, ker sta končala, ampak tiste 2-3 sezone, ne več sta imela, 3 leta sta bila, se mi zdi, tiste je bilo vrhunc, ni bilo boljše stvari. Ja, pa še zelo internetno so na YouTube dajali, tako zelo. Pač moderno v tem smislu, da so se preklopili na fene sami, ne da so fani. Čevapčiča so omenjali. Kaj? Ja, Čevapčiče. To pa ne vem. Nek si imel, kaj že, grški pa albanski. Ja, čez cesto. Čez cesto, kam sta rivalry, ja, se vas spomnim. Čeprav, zdaj lej, lahko najboljši njun skeč, je Substitute Teacher. Ja. Pač to je najboljša stvar. To je pa resno ena od teh stvari, ki je tako, kot prej pri Mr. Showu ki se ne neha. In pa všeč mi je, ki moraš razmišljati o imenih, ki reče Balaki. Ron. Ron. Jaz čakam, da dobim majico, Ron, prav kupil sem si jo. A res? Ja. You done messed up, Ron. Ne, ti si res tako. Meni je ful škoda, pa nočem podcenjevati menih od teh, tudi pri Monty Python. Nikoli vidiš ta dobrega, pa greš pa gledati, pa ni vse eno, ampak valjda, da ni, ker ne more biti, veš. Ampak, ker so pa presežki, so pa res noro, kaj se da zapakirati v 2-3, 5 minut, recimo. Meni je zanimivo pri Key and Peele, da tisti, ki so najbolj gledani, meni osebno niso najboljši. Najbolj gledan je tisti, ki našteva ta imena teh futbol igralcev iz NFL. Jaz se niti enkrat ne zasmejem. Ampak to pogotovo Amerika. To je spet Amerika, pa ti ne spremljaš hokeja. Sploh veš, koliko Slovencev igra v NHL. 24. Ja, točno to. Ne, ti si res. Velja pa za 24 naš Anže. Kaj? V NHL-u, naš Anže velja za 24. Velja za 24, ja, ok, jaz nisem preveč slovenščine bilo to zame. V glavnem... Kaj je to, če velja za? Kaj velja za? Nisem, ok. Count a 4. Kdo sem jaz? Ne. Jaz sem pa, enega dni sem prvič spoznal v Mad TV-u, to sta gledala kdaj? Oba sta bila tam, ne? Onda sta tam začela. Ja, jaz vem, kaj je Mad TV in sem okoli gledal. In oni so pa Mad Magazine si bral kdaj? Videl sem ga enkrat. To je tudi kar. Mad Magazine recimo ima, vsake številki ima note eno parodijo na nek film ali pa nadaljevanko. Tako recimo 6 stranska, jaz zdaj, ko sem bil v New Yorku, sem gor dobil ta special edition, ki so prav samo te zbrani notri zadnjih par let. Nice. In tam sem jih jaz poznal, ker so imeli, da so delali House-a parodijo. Jaz sem dejansko House-a prej parodijo videl in pa sem bil prvi, zdaj pa pogledati, če je za kaj. Ja, in pa sem bil hooked. Lepa. Ker smo že pri House-u, ne smemo pozabiti. Seveda, Bit of Fry and Laurie. Ja, a bo kdo to rekel? Ali lahko zdaj, da bomo zdaj zraven. Lahko zraven, ok. Se to je tako pravzaprav, če rečemo Bit of Fry and Laurie, moramo reči tako 3-4 te, ki so vredni iz tistega časa. Imaš pol seveda French and Saunders še.
Ne? Nisi? No, pa znam. Ne, Don French, veš, ker Don French. Don French, The Vicar of Dibley. Vikarja se mi zdi, da poznam. Ja, to poznam. Pa Saundersova je pa iz Absolutely Fabulous. Ja. One dve sta bile Ne, unata. Ja, une dve, ja, valjda vem. Ja. sta imeli skrb sketch show in to. French and Saunders je super drugače. Alas Smith and Jones. Ja, to vem, ampak nisem sam videl par klipov. Mislim, da je čakaj, Smith je režiral, ne ta prvi Mr. Bean movie, če se ne motim. Saj sam ne me pa zabizel, to je pa tudi... To še ni bil tako slab. Ja, a to si gledal, kdaj je to, Alas Smith and Jones, te da tudi Britanci, ali to pa tudi še... Jaz sem sam par klipov. Če kdaj se je to snemal, ja, to se je snemal v... Ja, od 84 do 98. Ne? Ona dva sta bila tudi na Mel Smith pa Griff Rice Jones, mislim, tudi v Not the 9 O'Clock News. Zraven in ona sta imela pa ta segment, ki se je skozi ponavljal, ker sta drugega gledali tako iz profila, jih je snemal, sta imela face čist skrb, tako kavuni slike, veš, ali vidiš obraza, ali vidiš vazo. Sta bila in sta debatirala uno z res smrtno resnimi ksihti. Tako, ona stala, koliko jaz imam tako v glavi, jaz sem jih zmeraj videl, ko so drugi govorili o njiju, da koliko so vplivali na te novejše, recimo. Tako, jaz jih prek tega jih Ja, tako da, veš, to so tudi vrteli pri nas, ne, in Alas Smith and Jones, pa Smith and Jones, tako da je tudi mogoče to zanimivo, pa od novejših, kar je pa spet na podoben način mogoče še zomeniti, sta pa seveda Dead Mitchell and Webb Look. Ja, super. Are we the baddies? Najboljši. Ja, sem, Saša, to Milo z pižamcem sva. Največja fana Davida Mitchella. Včeraj ali danes je bila genialna, ker se David Mitchell na Twitterju nekaj sprašuje za eno vrstico iz Stairway to Heaven. Zakaj ni ena beseda drugače, da bi se čisto vse rimal. In mu Charlie Brooker parjal, kaj je s tabo, da musko poslušaš. In mu nazaj, sev nisem, to se spomnim še iz otroštva. Ne, ker David Mitchell je pa, on je national treasure. To je že cel cajt trdim. To je pa taki ljudje se malkrat zgodijo. No. Tako, res, on je preveč epski. Jaz tretji, ne? Ja. Jaz tretji pik. Koliko imamo časa, gremo bolj hitro zdaj? Ja, gremo zdaj eno hitro, ki pa še Game of Thrones. Jaz bom pa že spet nekaj povlekel, kar sem že zanč rekel, ampak res ne morem im tega in sem malo kolebal, sicer v bistvu sem hotel biti Fry and Laurie pa imeti za backup, ne? Ampak Comedy Bang Bang bom še enkrat omenil, no? Ker vem, da sem ga že enkrat, ampak takrat smo se pogovarjali o talk showih, ne? Ker je zadeva v bistvu mix talk show in sketch show. Ja, Ockerman dela podcast, pa je naredil pa za IFC, Independent Film Channel, pa serijo naredil. Ne? Wow. In je pa, ja, ampak ne bom, ker sem to že zanč govoril, bom dal link magar, ne, bom pa zraven Portlandijo, ki je pa meni ta Scott Armisen, moram reči, da ene par likov tam noter je pa tudi meni, že spet ta Little Britain, se ponavljajo, se jim stvari dogajajo, ne. Je pa res, da moraš hipsterja bolj štekati, kaj jih jaz. Jaz vem na to, imam edino bariero tam, kaj tako, jaz v bistvu več o hipsterjih vem iz Portlandije, kot dejansko od kakšnega hipsterja, if that makes sense. Ja, te bomo enkrat pelali v toast na kavo. Sem že bil, to sem že bil. Pa si pil ta mrzlo varjeno? Ne vem, sam vem, da dobiš v šalčke savne. Ja. Male, ja. Nisi Erlen Marce sune, ki se zožajo, pa gor. To preveč veš. Ampak ja, Portlandija, tako da Portlandija, pa zraven takoj še Comedy Bang Bang malo. No, vse to. Ampak ja, Portlandija. No. Pa vsak dva reče zdaj, kaj? Ne, vsak enega reče, jaz sam... Ok, pa bom jaz rekel, čist perfuknega, ker pa me jaz res tako... Ali ti je všeč zato, ker pač ne veš, kaj se dogaja in skušaš poštekati, kaj se tipom dogajalo v glavi, ker so to delali, ali ti je pa res kar nekaj. In sicer Noel Fielding's Luxury Comedy. To je balano. To si gledal. Ali si gledal, da je The Mighty Bush? Hočem vedeti. Ja. The Mighty Bush poznaš, ker sta Noel Fielding pa Unteresen. Ja. Ker sta v živalskem vrtu, ful glasbena komedija je to zelo. No? To je pa The Mighty Bush je cool. Mislim, The Mighty Bush je normalen. Normalen je. Okay, to me zanima, to drugo me zanima. To pa ne veš, to je pa risanka, kostumi, ne moreš opisati. V glavnem samo gledaš in se čudiš, kaj temu Noelu
Fieldingu dela v glavi. Droge. To je, ja. Ne, ampak zato, ker pri drogah mislim, da je več koherence. Pa ne, nočem biti zdaj, Ja. ampak a veš, se mi zdi, da to je res bizarno. No. To je pa res tako, gremo vse vršt ob steno. Je pa, Znam, res je. zdaj vidim, da je tega ful, da mislim 2 serije, jaz sem gledal samo prvo, pa tudi Ajovadi se v drugi pojavi. Richard je kralj. Ja, Richard je tudi oni so skupni, bili skupni. In tudi on ne bi bil, mislim, da tle The Mighty Bush, tako kot reden član, sam pol z neke druge stvari njega in so filmi odpeljali. Pa to glavno, tako da... To je res odbitno. Res, ne moreš Jaz ne vem, ali je dober, iskreno, jaz ne vem, ali je dober, ampak je pa zavija, da vidiš, kaj je eden dal na TV. Aha, pse tle piše, se veš, kaj z druge pol nisem gledal, da se že malo v sitkom, da se spremenil, ki se dogaja v havajski kavarni. Okay. Da, ja, ampak res ali se zelo rad igra, no. To se je tudi videl že v tem The Mighty Bushu, ki so imeli, kaj bi že The Mighty Greg, kaj bi že, ki je pod vodo živel in je imel v škatli shranjen The Original Funk, Who Came From Space. Pa. Ampak... Zelo, res. To mi je kul, cool, ampak nisi edini, ki ljudje, ki to poslušajo, tudi zdaj, ko what is going on. Ampak pejte pogledat, no. Iskreno, res, ker je tako, če že zaradi komedije, sam da vidiš. Ja, prodala ste jo dobro, meni ja. zdaj na YouTube. Ok, Sašo, tretji pik. Ja, če smo že pri bizarnostih, Robot Chicken. Jaz ga še zdaj gledam. Jaz sem ga tudi napisal kot eno. Okay, ja, mislim, da v nedeljah je zdaj na sporedu tam, tako da je pol podzim. Kdaj se začel letos nazaj snemati? Lanže, mislim, da konc leta je že bil nazaj. Ja, Robot Chicken. Genialno. Pa to razložiš. Neč gledati moš. Geekovsko, ne? To so dosti geekovski humor. Geekovski pop kulturni, ne? Vse so večinoma reference na nizanke, večinoma sci-fi pa fantasy, oziroma to, za kar obstajajo te neki figurce, ne, akcijske. Če ne veš, kdo je Batman, pa kdo sta Adam in Eva, ne gledati. Ja. No, ampak, koliko je geekovskega humorja, to zadeva traja 10 minut, skeči so dolgi, ker so vsi z lutkami narejeni točno 17 sekund. Ne. Eni so dejansko 2 sekunde dolgi, ne, umestni. Ne. Ampak Robot Chicken se je meni v srce usedel, ko so naredili kao The Office parodijo, pa so bili Transformerji. Imaš ko intro od The Officea, tako prav Handbags and Gladrags, komad od unga, pa tako un roundabout kaže in pa je tam nek robot brand, pa tako, ker sem ti videl, sem bil prodan. Ne. Ampak ja, Robot Chicken, pa že skenslal se jih vmes, ne. Pa so zdaj nazaj, ne. Ta Adult Swim je tak kensla, pa vrača stvari, po tekočem traku. Adult Swim je nasploh neki genialno bolnega. Ja, Tim and Eric, na eni točki. Ne. Kaj je bilo živno? Drawn Together. Drawn Together. Sem to bil pa ja, si bil res. Ne, Dron. Ne, Drawn Together, to, kar sem imel na reality show z risanimi junaki. Ki so bili vsi fake dejanskih risanih junakov. Ja. Ti se lahko redo. Ja. Pa Tim and Eric. SpongeBob. Pa Tim and Eric, ne. Ti si to pa še ena ameriška bolanjada, ki včasih je tako zelo Noel Fielding, no. Tako, ker ti se tudi bizarno. Ampak Robot Chicken, to je pa dober pik, vidiš, to pa sploh ga ne jemljem kot sketch show, ki so lutke, ampak to je leči. Ja, kaj veš, a to so dejansko stop motion ali so se računali kompletno? Ne, stop motion. So norci. Ja, to mora trajati milijon let, Pa sploh tam, ko govorijo, ko imune usta gor lepijo, vsakič usta dol, usta gor, vsak fraj. To je še te najlažji usta dol, usta gor, veš, pa kaj. Ja, vse roke prema noro je, noro. Pa na vsake cajta vidiš, kaj se naredijo te, ki so Star Wars delali. Ne. Star Wars Robot Chicken ima noter sceno, ki je bila zdaj uporabljena, ki so jo zdaj v tem novem Star Warsu posneli, ker Kylo Ren z lightsaberjem je jezen in razfuka eno konzolo tam računalniško. Ne. To je bilo v Robot Chicken Star Warsih. Tako. Si imel lik enega emo sita, tako noro. Ti se ful za pogledat. No. Robot Chicken je majka. No. Tako da ja, mislim, da smo prišli, to je spisek, ne? Realno gledam.
Holy mother of God. Zdaj sta me toknal tak kamflaj, v tom šel zdaj. Čim me Zikar je, čim da je... Sam je pa Sky produkcija, tako da nimaš najplayerjev. A ni najplayerjev? Ja, kaj Sky One produkcija. Pa se bom že najdel. Mežik. Zdaj gremo pa na sklepčni del, ki so to 78 glave. Saša, kako ti gledaš Game of Thrones? Jaz zadnjih 2 delov prejšnje sezone nisem videl. Ba je nekdo umre, pismo sam kdo. Enkrat nič ne ve, ba je, ne vem. A bomo breakdown? Na hiter, dajmo zame, jaz sem še bolj napaljen. Ker sem to videl. In plus to moramo povedati, poleg trailerja so dali še 3 prizore. To pa nisem gledal. Ne, za nalaž. En je čist nor, ker sta samo Sansa in Tion, ki bežita. Sam to je, bežita skozi gost in muska nora. Okay. Res čist hudo. A bomo kaj izvedeli? Mislim, tako jaz jih za nalaž... Ne, mislim, ni tako, nič, da bi izvedel. Drug prizor je ta od Daenerys, ki jo peljejo, se pravi, itak je tako že kakor tisto, kar si videl v trailerju, se pravi, da hodijo, pa da so ta vajz dotrak, te 2 konja, se pravi, to vidiš. Tretje pa debata med Cersei pa med Jaimejem. Ki pa tudi čistko, ko se sam neki spominjata, ko tako vpraša, what was the first death that you saw my mother. In tako, v glavnem nikjer ni nič, kar bi razkrivalo za naprej. Zdaj ne vemo, ne? To zdaj že cel ponavljam, zdaj smo vsi toliko napaljeni, ker prvič ne vemo, kaj so dogajali. Dejansko nič ne veš, kar je vrhunsko. On ve, on ve za tist, kar še ni pogledal. Ja, nekaj, zdaj prvič gre mimo knjig, ne? Ker pač nik več. Končno zdaj imajo lahko, The Game of Walking Dead. Ja, ne podcenjujte The Walking Dead, ker je super serija, sem to vam rekel. Vmes je malo zajadala. Ja. Zdaj so za tale season finale so kar pravi, da je bil kar beden. Ne vem zakaj, iskren. Ne vem zakaj. Ja, ti je bil dober, tako kot Vanilla Ice. Go ninja, go. V glavnem, ja. Sam to bom en od teh stvari, ki so not v trailerju, ki je super, ker se sliši Tormunda, ki razlaga, we thought that he would lead us through the long night, that he would in je odsekan. In pač zdaj že, da verjetno to tega ne govori o Johnu, ampak razlaga to o Mansu, da so to za Mansa. Mislim, da so te, veš, to noter, ki misliš, na tega se nanaša, v resnici se... Ja, vse te twisti bojo zdaj kar zanimivi. Na nekaj drugega, ne. Od vsega, kar je, ne vem, tako zanimiv, da bi me, recimo, tako zelo zintrigirali, je to, da je Sansa ima volka na sebi. Sansa se izda, ne skrivajo več, ne. Ne skrivajo več, da je to zdaj ona ta neka... Pa se bo to že to sezono, ampak to se bo že to sezono pa zgodil, ne. Ker mi smo pa rekli, da bežita, veš smo se pogovarjali, da mogoče bosta pa bežala v bistvu celo, mislim, ker nam imela nič za počet, ne. Tako da očitno ne. Ne, res. You go and run. In tudi leze iz unga prejšnjega trailerja, ki je bila slika njena tam v eni dvorani in so zdaj pogruntali v tej dvorani, da je zelo isto zadje kot tle pol Kadavos, nekaj razlaga in vzad so tako grbi od hiše Mormont vidni. Se pravi, da bojo šli na ta medvedji otok, ne, kar je po svoje logično, ker bi se Rikon tudi pojavil, ker v knjigi je Oša pelala Rikona k Mormontom. Ne, kot, ja, za protection. Ne. Ok, lepa. To nisem vedel, ampak meni je že to kul, da v bistvu da bojo to... Sansa Theon bo tako se zbodi. Ker vsako sezono, Sašo, če ne veš, moraš me 2 potujeti v Game of Thrones. Zmeren 2 potujeti. Zmeren, stari. In mi smo mislili, da zdaj mogoče bo sta ona 2, ki bežita, da bo to zdaj ta celo sezon, pa ne bo očitno. Ne. Walder Frey je nazaj. Najbolj ogabni človek ever. Aunke je naredil, jaz sem tako slab z imeni. Rdečo poroko. Ja. Ta Filč iz Harryja Potterja. To je značaj, Harry Potter. Littlefinger sreča neko postavo s kapuco, ki nič ne pokaže. Ja, ne vem. To so taki teaserji. Zdaj fultko, ker prej smo vsaj vedeli, za kaj se gre. Zdaj pa kdo, ne? Zdaj pa ali bo prišel, ali bo prišla, ne? Kaj imamo tle? Sorry, no, pa Dorna ni, ne. Dornijo so pač to, očitno mimo sunek v prejšnjih sezonah, če je Snake pa to, ne, ki je bilo zelo slabo predstavljen, je zdaj pač
so obupali. Mogoče bo v naslednji spet kaj. Čeprav se Indira Varma pride, ne igra, mislim, da se pojavi neki. Ja, ampak mi smo tam, vemo, da obstaja in da so obupali. Ja, Loras je dosti bogi, tle ga vidimo zelo v tem nekem Tion skoraj, da v njuh poziciji, sestro, ki sta oba zelo taka. Ja, kraljevska, če govorimo o kraljih ulice. No, sam je tale, zdaj, ko srce hara, veš, da mora iti. Srce pa vera, to bo boje. Pa smo videli zdaj to novo rdečo svečenico, ki je v Merinu. Vse so zgleda nek tak isti tip, kot Melisandra, Malo pa Varis kar nekako ni glih zadovoljen, kaj je videl, To bojo fajti, te verski fajti so zmeraj bolj zanimivi. Tudi v resnici. To sem hotel reči, ker so že presenetljivo blizu temu, kar se dogaja. Kdo je pa to? Ne vem, končno. Neki pirati, ladja. Silence. Eden bo rekel silence. Eden bo fucking rekel silence. Doctor Who. Silence will fall. Dejansko bo eden rekel, jaz verjamem. Jaz čakam to ladjo, že 5 sezon, ampak eden bo rekel silence. Zelo nor je tudi ta par sekunde tega fajta, ki je pred Tower. Pa nakazuje se ta bitka, malo vidimo, ker bo je največja bitka do zdaj. To Battle of the Bastards, kot ti pravijo. Ever on TV ali tle? Kle. Ampak tudi polni daleč. Veliko. Mislim, veliko se bo dogajalo. En super komentar, všeč mi je, ker sta tle Jamie Lannister pa Maester Rels to hudo perjanico na glav, ker bo Jamie Ziharene 5 hudih najav mu spucal kvato nos na glavi. In pa seveda, če kaj so že, The Frozen Four jim pravijo. The Frozen Four. Te beli hodci, ki so zdaj beli jezdeci, ampak noro, tega se veselim. Jaz upam, da bojo kleke dialoga naredili. Jaz čakam, da bojo pel Let it go. Sem tako, jaz upam, da bojo, ker recimo to v knjigah ni bilo še nič, v bistvu v seriji si zmerom več zvedel, tudi tuno, kako dojenčke spreminjajo White Walkerje, torej tega recimo nič v knjigah ni bilo, in so v bistvu v seriji bolj razširili ta del, tako da ful upam, da se bo kle še kaj dogajalo. In pa najboljša najava v trailerju, Tyrion reče, dragons do not do well in captivity. In ga vpraša, mislim, da je, how do you know that? That's what I do. I drink and I know things. Ja, Tyrion je back, On je, to je to, Ni več tisti skozlan, ki se komi na noge postav. Že spet igra Igro prestolov. Hvala. Čeprav vprašanje, kaj bo na koncu, ne se baklo, ki ne, to zmaj samo kamero pogleda. Jaz tudi mislim, da on bo. On preživi. More. To smo to, kar že rekli. Nehimo, ne bomo Doktor je še živ, nehimo. To mislim, da so bile, že bom pogledal 78 glave. Hvala, Sašo, ki si prišel. Zvabilo. Pa ful dobro si Robot Chicken rekel, sorry, to zdaj mi ne gre iz glave. Ker jaz tudi pomislil nisem in me ful me je sram, ker me je tudi ful uredil. Znajte bo sram. Se me bo. Tako da dajte na aparatus.si poživnica podpri 4, 8 ali 12 evrov, da si bo on že lahko kupil koruze, da bo klečal na nej in da se bo pokoril za to sramoto. In potem, ko se bo spokoril, bo to koruzo pobral in jo nesel najbližjemu piščancu in mu rekel, ti robot, kljuvaj to pičo. Čeprav zdaj Robot Chicken znanstveniku kaže stvari, se je obrnila, prvo je bilo nastav, to zdaj ljudje, ki ne gledajo na čele, sorry. Sašo, kje se te najde na internetu? Posod. Kaj se je? Batman is possessed. Batman is possessed.com, ne, zdaj obstaja še. Stara ideja. Jaz sem Renton. Jaz sem Renton na Twitterju. Batman is ko.cz. SZ. Kaj pa jaz? Kaj vem? South Africa. South Africa. Drugač pa, ljudje tvoje delo lahko gledajo vsak četrtek, Vsak četrtek. Z Tilno Martačom ta teden. Tako. Na Planet TV. Pa, ko pride Goders
plesa. Pižamska ima ti? Pizama, pika ne, afna pizama na Twitterju, pizama na Facebooku, pa neki knjige okoli zdaj. Začetek maja, ampak s to bomo še povedali, palka bo. Že spet se nas bo dal videti, no, načeloma. Polno. Tura. A že, kje si pa ti kaj? Jaz sem pa Anzeta povsod. Twitter, Instagram, SoundCloud imam Anzeta. In pa Snapchat. Vsi ga dajte dodati. Le sem še žrtvoval, ker se ti samo moram preveriti, kaj ima, ker ne vem. Kaj si na Snapchatu? Ker ne vem, kaj sem na Snapchatu. Nimam pojma, ampak bom naredil to čisto zato, da bom komu pal. Zdaj sem pogrutal te filtre, kako narediš, da ti na glavo, kaj moraš pritisniti, da dobiš na glavo filter in si žaba. To že spet ljudem, ki ne vejo, kaj Snapchat res ne pomeni, unika pa ja. Kaj si Snapchat? Bomo rekli na 3-4 zdaj 3 bedanc za dio. To je žama nas, kaj bomo pa rekli? Nekaj drugega moramo reči. Nekaj drugega moramo reči. Aaron bi lahko rekel. Lahko rečemo, ker je majico kupil. Majico je kupil človek. 3-4 zdaj. Aaron. And now for something completely different. Lepa.